Nadgradnja, v sklopu katere je potrebno odstraniti ves obstoječi material, vključno s pragovi in tirnicami, je ne le finančno, ampak tudi logistično zelo zahteven projekt. V 70 urah, koliko moramo narediti ta 480 metrov dolg odsek, je vpetih cirka 160 delavcev. Dela izvajajo tako podnevi kot ponoči, skupaj pa je potrebno v eni etapi odstraniti okoli 4000 kubikov materijala in ga nadomestiti z novim, do izteka zapore pa še namestiti nove pragove in tirnice. V času vikend zapore poteka potniški promet nemoteno, saj zagotavljamo nadomestne avtobusne prevoze, tovorni promet pa v tem času na tem odseku se pač ne izvaja. Po obnovi, ki bo končana čez slabi 2 leti, bo proga omogočala bistveno višje hitrosti in nosne obremenitve, posledično pa tudi večji obseg prevoza potnikov in tovora. Do zdaj tega ni bilo možno zaradi nižje dovoljene osne obremenitve, je to interes prevoznika toliko večji, ker bo učinkovitost prevozov tudi večja in je zato tudi profitabilnost prevozov lahko višja. Sicer pa se na odseku Pragersko-Hodoš do konca leta 2015 skupaj z nadgradnjo, ki se že izvaja, obeta kar za 420 milijonov evrov naložb, v sklopu katerih bodo med drugim uredili elektrifikacijo in vsa križanja železnice s cestami, tako da na tej 109 km dolgi relaciji ne bo več nezavarovanih železniških prehodov.